Hrvaška turistična skupnost bo praznovala 20. obletnico v Sloveniji. To pomeni, da vas 20 let organizirano peljemo na Hrvaško in vam jo predstavljamo. Danes smo na Kvarnerju zaradi tega, ker je najbližje Sloveniji, oziroma Ljubljani ali pa Mariboru, celo enima iz Primorske. Kvarner je bilo v časih Rimljanov je bilo zelo zanimivo zaradi tega, ker imajo dobro klimo in rastline in potem je zelo taka mila klima, če sem dobro povedala. Na Kvarnerju imamo, a veste, koliko imamo otokov? Ne? 4. Večjih. Krk, Cres, Lošinj in Rab. Kvarner ni samo obala in morje, imamo tudi ozadje. Gorski kotar. Se pravi, če rabite malo iti na kakšno hojo, nordijsko, ali pa da bi mogoče šli v nacionalni park Risnjak, lahko imate tudi gugalnico gor na vrhu in ko tam ste na gugalnici, imate super razgled na Slovenijo. Čisto da veste, ampak to je gor na vrhu. Lahko tudi smučate, sicer ni veliko smučišče, ampak je nad rekom in ima super razgled na morje. To mislim, da nihče nima tega, a ne v svetu. V glavnem, Kvarner ima veliko tega za ponuditi. Wellness, Opatija, Crikvenica, Novi Vinodolski, Lošinj. Ali so pa to neke aktivne stvari, kot je recimo mountain bike, kot je recimo kolesarjenje na 4 otokov, kot je downhill na Lošinju, ali pa vse ostale neke aktivnosti. Tle, prav ta zaliv je zelo znan, da pridejo surferji tle, ker zelo močno piha in potem zjutraj pridejo, odsurfajo svoje, spravijo vse in grejo v službo. Slovenci tudi. Opatija je seveda znana, tle se je začel turizem na Hrvaškem. Več kot 100 let nazaj, skoraj 200, 170 let nazaj so zgradili prvi hotel. A veste, po čem je znan hotel Kvarner? Po enem filmu. Nobenemu ni znano. Tle se je snemal film o princezi Diani. Tista avstralska igralka je tle, en del filma je tle posnet. Pa tle imamo izbor pesmi za Eurovizijo, včasih smo imeli to, jaz sem imela svojo maturalno zabavo. Tle, ko smo v tem hotelu, je bil najboljši disko, milde sorte. Včasih sem tudi z mojim očetom tle prihajala na žur. Da, za milde sorte. Tako da zdaj je tle en tak zelo lep hotel. Kvarner vam zelo veliko tega ima za ponuditi. Prej je kolegica omenjala gastronomijo, malo ste je že poskusili, še bolje boste poskusili od zunaj, ker imamo enega super šefa, ki ga rabimo poročiti. Tako da ga boste spoznali od zunaj. In jaz mislim, da bom jaz tle kar zaključila, zaradi tega, ker potem bomo vsi šli v Opatijo in tam vam bodo vodniki natančno vse pojasnili o Opatiji. In zaradi tega vam želim dober tek. In če imate še kakšnih vprašanj? Ne? Mogoče to, kako ne porabiti preveč denarja na potovanju. Čeprav ga jaz vedno porabim. Na hrano, na obleke, na nakit. Ampak preden, ko greste nekamer, to nas je pandemija zelo dobro naučila, je dobro poklicati oziroma prebrskati neko turistično skupnost in se pozanimati za vse tisto, kar vas zanima v destinaciji, kamor greste. Potem boste mogoče veliko več dobili informacij ali pa celo vas bodo usmerjali v tisto smer, kar je vama zelo zanimiva. In je to to?
A, da. Tino. Dođi. Evo, baš sam rekla kako te moramo oženiti, pa sad najbolje da te i predstavimo. To je naš jedan od najboljih šefova mladih na Kvarneru u Hrvatskoj, Tino Sinožić. Restoran je inače nositelj oznake Jeune Restaurateur d'Europe, jer to ima i po Sloveniji, to sigurno znate, i plus je nositelj Kvarner Gourmet, oznake naša regionalna oznaka u gastronomiji, to znači da je nešto top. A Tino je tu, evo, pa ćete vam Tino reći što vam je danas pripremio. Dobar dan i dobrodošli u naš lijepi hotel. Nije baš neko lijepo vrijeme kako inače zna biti tu na Kvarneru, ali nadam se da ćete uživati, lijepo se provesti, da ćete, još bolje ćete jesti, to je sigurno. Danas smo svašta pripremili, imate većinom naše tradicionalne stvari što se jedu na Kvarneru i naši morske delicije, preko hobotnice, rižota, malo imamo i lososa i bit će poslije neki rižotić, za desert ima krostato od čokolade, neka krema sa svježim voćem, tako da je onako sve lagano i zdravo. Uživajte! Jaz bi tle končala in vas prepuščam, da uživate naprej. Hvala.